Zdravo, tukaj Valentin. Smo sredi avgusta leta 2021, kakšno leto in pol že po začetku globalne teroristične operacije COVID-19. In sedaj je že marsikomu jasno, zakaj se gre. No, za tiste, ki pa jim še ni jasno, pa bom jaz malce pojasnil, kajti intenzivno raziskujem razne vire informacij in pred enim letom sem naletel na vir, ki se je pokazal kot zelo zanesljiv in verodostojen, in ta vir sedaj ne da samo spremljam, ampak tudi sodelujem z temi ljudmi, ki tudi načrtujejo rešitve glede trenutnega stanja. To gibanje, ta vir informacij se imenuje Life Force, torej življenjska sila, in to gibanje ima tudi svoje lastno novinarsko poročevalsko omrežje z imenom United Network News. Kajti zaradi poplave dezinformacij v javnih medijih in zaradi cenzuriranja resničnih informacij po spletu in po socialnih omrežjih je bilo nujno, da se naredi lastno novinarsko omrežje, da nihče ne more cenzurirati informacij. No, informacije v teh novicah, v United Network News omrežju, prihajajo iz globalne obveščevalne agencije ter lokalnih poročevalcev. Globalna obveščevalna agencija oziroma Global Intelligence Agency je nova agencija, ki je nadomestila vse obveščevalne agencije na tem svetu, in vodi jo ženska z imenom Kimberly Ann Goguen, z nadimkom Kim oziroma šaljivo Kim Possible. Kim Possible je namreč ime neki junakinji v eni izmed risank, je super junakinja, in ta ženska Kimberly je take dosežke naredila, da je res neverjetno in je prava resnična junakinja. No, kako je možno, da je Kim dosegla tisto, kar je dosegla, sploh pa kaj je dosegla, to je dolga zgodba. Zato vse tiste, ki želite izvedeti več, vabim, da si ogledajo slovenske prevode oddaj iz United Network News omrežja. To so kratke 15-minutne dnevno informativne oddaje z imenom Live at 5, torej v živo ob 5. Te kratke oddaje izhajajo od ponedeljka do petka, torej vsak delavnik. Ne čisto vedno redno, ker včasih so kakšne druge prioritete, je potrebno kakšni drugi stvari posvetiti pozornost. Potem pa Kim še skoraj vsako nedeljo poroča preko Zoom srečanja, torej spletnega video srečanja v dolžini od 1 ure pa tudi do 2 ur. In tudi ta srečanja ali naredimo povzetke ali pa jih prevedemo. In vse te prevode pa najdete na spletni strani z imenom zbor.si. To je spletna stran, ki smo jo ustvarili zato, da preko nje izvajamo
aktivnosti za ustvarjanje zakonitega zbora Slovenije. Kaj je torej zakoniti zbor? Po angleško se temu reče de jure assembly. Torej v pravu imamo več teh izrazov, ki izhajajo iz latinščine in neki taki protipomenki sta de facto pa de jure. Torej, de facto pomeni tisto, kar dejansko je, tisto, kar je trenutno v praksi uveljavljeno. De jure pa pomeni tisto, kar je zakonito, kar je pravnomočno. Vidimo torej, recimo na tem svetu imamo zakone, imamo v Sloveniji ustavo, imamo mednarodne zakone, ki naj bi nam zagotavljale ščitenje naših človekovih pravic, in to so de jure zakonodaja. Potem pa je nekaj drugega, kar se pa izvaja v praksi, to je pa de facto. Se pravi, de facto se pa te zakoni kršijo. In zakaj se kršijo? Zato, ker je Bill Gates prepričal ljudi na tem svetu, torej voditelje, da bi bilo fino, da vse ljudi se nekako spremeni v neke vrste zombijev, da se jih injicira z cepivi, z temi snovmi, ki so v cepivih. Med njimi je grafenski oksid in druga nanotehnologija, da bi nas lahko potem preko tehnologije, kot so 5G in pa Microsoftove platforme Azure, zasledovali, videli čisto vse, kar delamo, in potem nas ocenjevali. Torej, gre za sistem kreditnih socialnih točk, podobno kot so ga že precej na široko uvedli na Kitajskem. Da bi neki nadzorniki imeli popoln nadzor nad našim življenjem in bi nas ocenjevali, koliko smo vredni, in tudi monetizirali vsa naša dejanja. Torej, ta sistem je imel v načrtu, da nadomesti vse svetovne vlade in celotni globalni bančni oziroma finančni sistem. In tega načrta se seveda ne bo dopustilo. Microsoftova platforma Azure je bila shekana in odstranjuje se koda, preko katere so nas hoteli zasužnjiti. Tako da vsi tisti na visokih položajih, ki so upali, da bodo od Microsofta bogato finančno nagrajeni za izvajanje tega globalnega terorizma, se lahko sedaj ubrišejo pod nosom. Najbrž bodo še rabili nekaj časa, da bodo ugotovili, da iz te moke ne bo kruha, da se ne splača več terorizirati ljudi, zatirati ljudstva in da bo potrebno ustvariti neke drugačne družbene razmere. In to novo družbo sedaj mi gradimo. Po vsem svetu se ustanavljajo zakoniti zbori in to je oblika lokalne ljudske samouprave, ker bomo mi imeli pravno moč, zakoniti zbori bomo postali ratificirani. To pomeni, da tisto, kar bomo mi izdali in kar bo seveda v skladu z človekovimi zakoni in spoštovanjem do živali in do vsega življenja, to se bo na pravni način uveljavilo in tudi imelo se bo
finančna sredstva in človeško silo, da se te nove odredbe v korist vsega življenja uveljavi. Kako se bo to doseglo, kako je možno, da bomo dobili tako pravno moč, o tem si pa tudi lahko preberete na spletni strani zbor.si in vabim, da se pridružite na novice, da prejemate obvestila o novih prevodih, da se priključite k aktivnemu delovanju, kajti potrebujemo prevajalce, določene ljudi, ki se spoznajo na informatiko, in pa dokler ne bomo iz novega finančnega sistema začeli prejemati nepovratna sredstva za projekte obnove tega planeta, prosim, da nas tudi podprete z finančnimi prispevki oziroma donacijami, da lahko razvijemo vso informacijsko strukturo in informiramo ljudi, da potem lahko čim prej gremo v akcijo in naredimo ta svet veliko lepši, kot ga pa trenutno doživljamo. Hvala za posluh in nasvidenje.